Čau punce, dobrodošli na mojem kanalu in v prvem videu v letu 2017. Zdaj sicer takoj po novem letu sem imela namen objaviti nekaj drugega. Video, ki je sicer že nastal, se pravi, kako z make-upom prekridemo mačka oziroma te znake utrujenosti, ampak ker sem potem zbolela, se mi nekako ni zdelo več najbolj aktualno in sem se odločila, da danes, kot lahko že iz naslova razberete, posnamem, se pravi, najljubši izdelki v letu 2016. Tukaj pred mano je cel kup enih izdelkov, ker je bilo tega res kar precej, sem se nekako mogla osredotočiti na tiste res najpogostejše uporabljene, da ne bo tale video čist predolg, tako da bom na hitro vsakmu povedala besedo ali pa dve in če te zanima, katere izdelke sem najrajše uporabljala v letu 2016, potem gledaj video naprej. Tako, začela bom s telim pudrom od znamke L'Oreal. Kot veste, imam sama bolj suho kožo in sem ful časa iskala puder, ki bi mi ustrezal, da se mi ne bi pore še bolj videle. In našla sem svoj popoln puder, torej znamka L'Oreal, tale v odtenku Golden Beige. Meni super ustreza, če prej nanesem kakšno kremo, res izpade zelo dobro, tako da jaz tale puder od L'Oreala definitivno ne zamenjam. Izredno zadovoljna pa sem tudi s pudrom od znamke Golden Rose in to gre sicer za takšna stick foundation. Jaz mešam te dva odtenka in sicer odtenk 04 in 02. Kar narediš je, odpreš ga, najprej ga nanesem po obrazu, enega svetlejšega, enega temnejšega, s čopičem utapkam in torej s tema dvema sem tudi ful zadovoljna, ful mi super ustrezata, pa nasploh znamka Golden Rose, res ena super pridobitev na naši lepotni sceni. Nista pa pudra edine dva, ki sta me navdušila. Tale sicer uporabljam ponavadi, kadar grem ven in želim tisto večjo prekrivnost, medtem ko tale L'Orealov je bolj primeren za vsakdanjo uporabo, da nimam tiste maske, no s tem pa dosežem mogoče tisto večjo prekrivnost, da malenkost mogoče ta maskast efekt, če se lahko temu tako izražam, ampak mene to všeč, ko grem ven, ni preveč umetno, kot rečeno, pa lepo zakrijo vse moje nepravilnosti. Kot sem omenila, pa niso samo pudri tisti, ki so me navdušali od znamke Golden Rose, enostavno obožujem njihove šminke, imam jih res v ful barvah, ful odtenkih, od rdeče do roze, tako da ne bo res tole čist predolgo, enostavno obožujem njihove šminke, tako da če še niste, definitivno prečekirite kakšne. Se mi zdi nasploh, da so leto 2016 zaznamovale predvsem te mat šminke, sploh odkar je Kylie Jenner izdala svojo kolekcijo ličil in veliko izmed teh jih je bilo mat, tako da tele so super ugodne, odlična različica teh Kylie Jenner šminkic, ful obstojne, tako da vam jih definitivno priporočam. Ni pa znamka Golden Rose edina novost v Sloveniji, obožujem tudi znamko Rimmel London, verjetno poznate, v Slovenijo je prišla in obožujem torej njihove šminkice, tole čudovito, tako roskasto, vijolično šminko. Je tako zelo lepo mazljiva, ni mat, tako da po njej posežem, kadar so moje ustnice mogoče malo bolj izsušene. In potem še tale taka oranžkasta šminkica, tale pa je od tiste manekenke Katie Moss in res odlično diši, tako da tole sem predvsem uporabljala bolj poleti. Tiste, ki spremljate moje videe, ste verjetno opazili, da sem pred kratkim testirala tale gel eyeliner od znamke L'Oreal. Zdaj ga že nekaj časa uporabljam in ga v bistvu ne zamenjam za nič drugega. Naneseš ga torej s čopičem in lahko ustvariš res tisto popolno eyeliner črto, tako da definitivno eden boljših nakupov. Navdušile pa so me tudi senčke od znamke Make Up Factory. Obožujem tole njihovo oranžkasto zlato senčko. Ima res take odlične bleščice in ko jo nanesem, vedno dobim ta glamorozen videz, sploh oranžna se mi zdi, da je bila v prejšnjem letu izredno popularna na učkih. Make Up Factory mogoče je sicer malce dražja, tale senčka je bila okrog 15 €, ampak jaz sem nad njo navdušena, praktično samo malce pomočam v čopič in dobim res odlično pigmentacijo. Tako da senčka, ki je po mojem mnenju tudi bila vredna nakupa. In če smo že glih pri senčkah, zdaj vsakič, ko grem v
v tujino, se pravi tele naše sosednje države ali Italija ali Avstrija, se probam ustaviti v Kikotu. Kiko znamko preprosto obožujem, je nekako podobna Macovi, je pa ful cenejša in vse njihove senčke so res odlično pigmentirane. Lahko mogoče tudi testiram oziroma pa kažem en swatch. Takole. Tale je taka svetlo-oranžna in potem imam tule še eno, mogoče majčkeno temnejšo oranžno. Takole, evo, z enim potegom res dobim odlično pigmentacijo, tako da Kiko senčke zagotovo jih obožujem, vedno jih rada uporabljam, pa kot rečeno so res tako zelo poceni, dostopne naši denarnici, tako da tele so v odtenku 35 in 36. Eno sem pred kratkim tudi kupila v rjavi barvi, tako da Kiko res zakon. Presenetila pa me je tudi senčka za obrvi in sicer od znamke Catrice. Dobiš v bistvu jo v taki paletki za blondinke, no tole pa zdaj odpadel dol. Torej, tale je torej odtenek oziroma eyebrow set za blondinke. Kako jaz uporabljam? Tole svetlejšo senčko nanesem tule na začetek, potem tole rjavkasto oziroma temnejšo pa na preostanek obrveh in dobiš tudi tak super ombre efekt. Priloženo pa dobiš tudi tako majhno pinceto, tako da lahko odpulaš tudi kakšno dlačico in tak majhen čopič, tako da je tale paletka zelo priročna za v torbico, pravzaprav imam še eno prav v moji toaletni torbici, ki jo uporabljam vsak dan. Gremo še malo nazaj k šminkam. Prej sem omenila Kikotovo in ena izmed mojih najljubših je letos bila tale v takšni naravni rdečkasti barvi. Lahko naredim tudi en swatch. Evo, takšne barve. Sicer trenutno so zraven še tiste senčke od Kikota. Tako zelo naravna, ponavadi jo uporabljam, kadar imam na očeh kakšen močnejši make-up, pa ne želim, da so tudi moje ustnice tako zelo močne, ali pa tudi takole za čez dan, več kot primerna barva. Tako da zagotovo ena ljubših v letu 2016. Verjetno ste zasledile, da je v naš Miller prišla tudi znamka Sleek. Jaz obožujem znamko Sleek, ful je ugodna. Če jih primerjam z Golden Rose šminkicami, ki stane okrog 3 evre, tale mislim, da je okrog 7 ali 8 evrov, gre pa res za odlično teksturo, so mat, ful časa se obnesejo na ustnicah, res držijo, tako da lahko mogoče pokažem tudi, kako izgleda tale. Takole, evo. Praktično z enim potegom v tole lip gloss sem dobila odlično pigmentacijo, tako da obožujem res Sleekove šminkice. In če smo že ravno pri Sleeku, imam ogromno paletk v letu 2016, kolikokrat sem že rekla, leto 2016. Dopolnila sem torej jo še z eno paletko, kjer so takšne različne barve, se pravi od rozaste do zlate, potem je notri tudi takšna bežkasto in šampanjc barva, tako da zagotovo ful taka priročna paletka, tako da res odličen nakup. Pojdite prečekirati, če še niste štantok v Millerju, vedno je tako zaseden, tako da se mi zdi, da se je že kar razvedeli, da imamo Sleek tudi v Sloveniji. Predtem sem ga vedno naročevala na kakšni spletni strani, tako da, ker sem zagledala tisto poličko, sem bila res ful vesela. Se mi zdi, da moram kar pohiteti, da ne bo tale video čist predolg. S čim bomo nadaljevali? Lahko tale lepilo Duo, res super lepilo torej za nanašanje umetnih trepalnic, ful drži, ampak kar mi je bilo še posebej všeč v primerjavi z drugimi, da ko enkrat želiš umetne trepalnice odstraniti, jih res lahko zelo hitro. V že več videih sem omenila tole Melvita cvetno vodico, ponavadi, kadar je moja koža zelo izsušena, pa na hiter rab neko nego, jaz pa nimam preveč časa, takole malce popršim po obrazu in tako zelo hiter osveži, pomiri, če vam tudi mogoče malce razdraženo, tako da včasih jo vržem tudi v torbico. Ima tak zelo poseben vonj, malce nenavaden cvetlični, ampak torej, kot rečeno, izredno priročna, kadar se moraš tako na hiter osvežiti. Nadaljujem z glino, obožujem glino,
zaenkrat jo uporabljam torej samo za obraz, kadar jo želim tako očistiti, kadar je moja koža tako dozapackana, ima polno enih nečistoč. Glina je itak super tako za pit kot za naše telo, tako da res nepogrešljiv izdelek v prejšnjem letu. Znamka Nivea je lani izdala tudi nove šampončke, in sicer Hair Milk. Mene je že samo ime ful pritegnilo, torej, da gre za šampon, ki je v bistvu mleko. In res po uporabi so bili moji lasje ful mehki, tako da jaz še kar nadaljujem v tem letu za uporabo tegale šampona. Obsedla so me olja. V enem videu sem že omenila dva, ki jih zadnje čase kar redno uporabljam, in sicer olje mareličnih koščic in avokadovo olje, torej tale je mogoče za tele gubice pri očesu in tale za vsakdanjo nego pri celotnem obrazu. Tako se mi zdi, da zelo super navlažim svojo kožo in jo tudi nahranim. No, enega olja pa takrat nisem omenila in to je arganovo olje. Verjamem, da ste v njem že slišali veliko pozitivnih stvari. Jaz ga zadnje čase uporabljam v bistvu pri negi svojih las oziroma konic. Sicer vonj, lahko kar direkt rečem, meni smrdi. Res, če bi se odločala po vonju, ga zagotovo ne bi kupila, ampak nekako jaz se držim tega, da bolj kot neka stvar diši, bolj se pozna, da ima več teh kemikalij, tako da arganovo olje je zakon. Pa potem imam tule še eno, in sicer kokosovo olje. No, to pa uporabljam, kadar delam tudi kakšne palačinke ali pa tudi kaj drugega spečem na njemu, in zadnje čase ga prav tako uporabljam pri negi mojih las. Zdaj, kokosova olje ima tudi en tok božanski vonj, meni res noro diši, tako da, ne vem, prejšnjo leto so me ta olja obsedla. Poleti sem rada uporabljala dve stvari, in prva je tale sprejček za lase. Sicer se je že celoten napis spravil, ker sem ga uporabljala na plaži. Zakaj se pravzaprav gre? Torej, ko sem bila v morju oziroma kakšnem bazenu izpostavljena tem sončnim žarkom, sem si preprosto po tem kopanju, sončenju lase pošpricala z tem sprejčkom, ker je prav namenjen v bistvu poletnemu oziroma poletni obnovi. Tako da tale je od znamke Schwarzkopf. Za telo pa sem tudi preizkusila nekaj čist novega, in sicer tole gre za kakavovo maslo. Tale je z vonjem pomaranče. V bistvu je taka ploščica z zlatimi bleščicami. Vonj je tudi res božanski. Dobila pa sem ga na spletni strani malinca.si ali .com, bom spodaj postila vse podatke. Torej, zakaj se pravzaprav gre? Po sončenju se preprosto namažeš po celotnem telesu in tako da svojemu telesu tisto nego, ki jo takrat tvoje telo po sončenju potrebuje. Pa še eno stvar bi rada omenila, gre torej za bio zadevo, tako da vse čisto naravno. Prejšnje leto so tudi zaznamovali suhi šamponi, se mi zdi, da so dobesedno obnoreli Slovenijo, sploh mislim, da nas blogerke. Jaz uporabljam kar dva, tale od Baleje. Vmes sem nekaj eksperimentirala s temi ombre looki, se pravi, sem imela tule zgoraj malenkost rjave, pa spodaj svetlejše, drugače sem zaprisežena blondinka. Zdaj sem končno dobila to staro barvo, ko sem jo hotela, tako da v bistvu mi tale ne pride najbolj v upoštev, pa še zmeri si kdaj, kadar nimam časa pred las, našpricam samo tlele lasišče. Vse verjetno poznate, čemu so suhi šamponi sploh namenjeni, torej, kadar imaš mogoče malce mastne lase in nimaš časa jih tisti dan oprati, si preprosto pošpricaš s tem šamponom tule pri lasišču in dejansko v trenutku tvoji lasje niso več mastni, jaz si ponavadi potem še malo skrtačem. Tako da tale od znamke Baleja obstaja tudi za blondinke, tako da si bom mogla kupiti še tistega. Potem pa bi vam predstavila še enega, in sicer tale pa je, mislim, da od Sobrine. Ja, od Sobrine. Tega sem v bistvu dobila na Sobrina dogodku, ko sem poročala, mislim, da za TV3, smo snemali en dogodek, ko se je šlo za tale frizerski šov, ki zdaj prihaja na TV3. Takrat so mi dali za darilce tale suhi šampon, v bistvu sem ful zadovoljna z njim. Vsebuje tudi keratin, pa še nekatere druge zadeve, tako da s temi dvemi sem jaz ful zadovoljna. Pa potem imam tukaj še od Makeup Revolution antibakterijsko
Antibacterial Brush Cleaner. Se pravi, ko operem svoje čopiče, jih pošpricam s temle antibakterijskim sprejčkom in tako v bistvu jih še dodatno negujem. In ko smo že ravno pri negi čopičev, zdaj kako jaz umivam čopiče, enkrat vam lahko tudi pokažem, ampak v prejšnjem letu sem v Primarku dobila tole čudovito gobico, ki se jo lahko takole natakneš kar na prst. Najprej pomočam čopič v tale šampon, da dobi nekaj tega šampona, potem pa začnem tule pod vodo spirati šampon in na ta način res odlično očistim svoje čopiče. No, za konec pa jih potem še pošpricam s temle Revolution antibakterijskim sprejčkom in tu je nekako tudi moja nega, se pravi sprej, tak šamponček in tale gobica, v kateri potem drbnem čopiče. Gre pa tudi v bistvu tako za izredno mehko tole gobico, bila je pa ful poceni, nekih 2 evra, 3 evre v Primarku. Ok, še nekaj produktov mi je ostalo in sicer obsedel me je tale von od Victoria's Secret in sicer gre za mango von, tudi mango je moj najljubši sadež, ful ga imam rada, tak sladek je in tale von me dejansko spomne na mango in ponavadi, ko se stoširam, se našpricam s tem Victoria's Secret losjončkom oziroma vodico za telo in tale je že moj drugi ali tretji, ne vem. Ok, kaj mi je še ostalo? Aha, tale L'Oreal Telescopic Mascara, zaljubljena sem v njo, skar v vseh videih jo uporabljam. Pa potem še od Essence tale lip liner v kombinaciji s tole šminkico, tale v odtenku 06 in tale lip liner v odtenku 05. Je pa tak, gre za tak vijolčkasto rjav videz, tako da res odlični šminkici. Kaj še? Aha, te dve stvari mogoče nista glih povezani z make-upom. Se mi zdi, da so v lanskem letu vam prišle tele Leonor, kako se v bistvu reče, Leonor Unstoppable perlice. Aha, zakaj se gre? Ko opereš perilo, natreseš nekaj teh perlic v takle pokrovček, strešaš med oblačila in vonje božanski, jaz obožujem, da vsa moja oblačila dišijo. In ko smo ravno pri vonjavah, še nekaj bi vam rada pokazala, moj najljubši parfum v letu 2016, se pravi od Burberryja Touch for Woman. Ne vem, sem sam jaz takšna, ampak dejansko je meni takih malo dražjih parfumčkov včasih škoda uporabljati. Mi pa super pridejo kakšni taki cenejši in najdla sem ful v redu parfum in to v Zari. Torej Zarin Powdery Magnolia, res ful lepo diši, zdaj mislim, da so celo še mečkam prenovili embalažo, no tega mi pa ni škoda in ga dejansko uporabljam vsak dan, medtem ko tega le za kakšne take posebne priložnosti. A pa še eno stvar, imam tule takšne make-up torbice, toaletne torbice, v katerih torej shranjujem svojo kozmetiko. Včasih, ko ga ličim in se mi mudi, ne treba tako zelo na hiter, mi je zelo všeč, da imam pregledno, da vidim, kaj je notri, da lahko samo hiter potegnem ven in naličim in imam tisti produkt, da ne potem brskam še po teh torbicah. In še ena stvar, ki bi ti jo rada predstavila, in sicer gre za znamko Evelyn. V bistvu gre za aktivni serum proti celulitu in sicer z dodanim arganovim oljem. Zakon zadeva, jaz sem jo sicer uporabljala bolj poleti, ampak ne vem, jaz sem takšna, da me bolj ful hiter mine, že nekaj drugega potem želim testirati, kar mogoče glih najbolj ni v redu. Ampak dejansko, ko sem jo namazala oziroma ko sem tale produkt namazala na svoja stegna, sem prav čutila, kako mi kožo žge in topi in zelo dobro je tudi, če, ne vem, zavijaš na stegna oziroma noge kakšno folijo in dejansko sem začutila, da se nekaj dogaja. Tako da, tukaj vidim, da je tu dobila Cosmopolitanovo nagrado. Odlično. Cosmopolitan je očitno tudi razglasil za produkt leta, bravo. Tako da ja, tista, ki ima mogoče težave s celulitom, od Evelina, dajte probati z dodanim arganovim oljem, pa mi dajte sporočiti, kakšne rezultate ste ve kaj dosegle. To je to so te produkti, sicer niso vsi, če ne bi lahko tale video še trajal in trajal, ampak nekako tisti, ki so bili z mano zelo pogosto in ki sem predvidevala, da bi bili mogoče zanimivi tudi tebi. Če imaš kakšno vprašanje, kje se jih dobi, koliko stanejo, mi vedno lahko napišeš spodaj pod komentar, bom postila nekaj podatkov tudi pod videom. Mi se gledamo v naslednjem videu, ne se pozabiti naročiti na kanal in stisniti kakšen like, če ti je bil video všeč. Lepo se imej in se gledamo v naslednjem videu. Čau!